tukaj imam 2 liliji, ki zaznamujeta moja otroka, potem imam recimo zraven pikapolonico, ki zaznamuje srečo. Ne? Zdaj ta nesrečni rdeči salonar sem si dala tudi tetovirati. Kaj je bila ljubezen na prvi pogled ali prvi dotik? Ne. Ne, to pa ne. To je pa super. Meni se zdi super. Ja, pa mislim, to letalo umetna inteligenca. Ja, ne, zakaj je nam tako všeč, da se drugi slabo počutijo? Mislim, kaj je zdaj v nas, da moramo mi neprestano druge poniževati, zato da se mi dobro počutimo? Dobrodošli in lepo pozdravljeni v Green Roomu. V predvolilnem letu bomo v našem podcastu gostili tudi politike in političarke, željo, da jih predstavimo drugače. Ne skozi njihove programe in obljube, temveč skozi zgodbe, ki jih pišejo kot ljudje. Zanima nas, kdo in kaj so onkraj političnega odra, kaj jih gane, navdihuje in kaj osrečuje, kako živijo svoje vrednote, v kaj verjamejo, česa jih je strah in kaj so njihove strasti, želje in cilji. Želimo jih spoznati kot mame in očete, prijateljice in prijatelje, zaljubljene, ustvarjalne in čuteče, takšne, kot jih morda še ne poznamo. In moja prva gostja je prva dama parlamenta Urška Klakočar Zupančič, ženska mnogih plati in še več zgodb. Dobrodošli. Lep pozdrav in najlepša hvala za povabilo. Najprej bi vas vprašala, komu najbolj zaupate? Imate najboljšo prijateljico? Jaz imam kar nekaj prijateljic, ki bi jih lahko označila kot najboljše prijateljice. No. To so ljudje, ki so prišli v moje življenje v različnih obdobjih. Ni jih veliko, ne. Tako bi rekla, da bi jih preštela na prste ene roke, ne. Ampak so to ljudje, ki ostajajo z mano, ne? Ker včasih v tvoje življenje ljudje pridejo in gredo, nekateri pa ostajajo. Ne? Pa ni nujno, da se z njimi srečuješ kar naprej, ampak vsakič, ko pa se srečaš, pa občutiš tisto bližino in s tem pride tudi zaupanje. Ste kdaj nože v hrbet dobili, ko ste komu preveč zaupali, recimo? Tudi je pa res, da me to ni preveč obremenjevalo, da bi preveč o tem razmišljala, nikoli pa, da bi sama storila kaj podobnega. Enostavno nisem človek, ki bi se preveč obremenjeval z negativnimi čustvi drugih. Kako se je v zadnjih letih spremenilo vaše življenje? Oziroma ste se morda spremenili tudi vi, opažate to? Življenje se je zagotovo spremenilo. Ne? Z vstopom v politiko, s tem, ko postaneš viden, s tem, ko postaneš opazovan in kritiziran in ocenjevan, to zagotovo vpliva na tvoje življenje. Seveda tudi dinamika se je spremenila. Bi pa težko rekla, da sem se jaz kot oseba spremenila zaradi tega. Jaz sem vseeno prišla v politiko že kot izdelana osebnost, z zelo močnimi vrednotami, zelo močnimi načeli, ki jih nisem prestopala oziroma jih nisem zanikala. In se mi zdi, da tudi politika ni vplivala name na tak način, da bi recimo zjutraj, ko se pogledam v ogledalo, sama sebi rekla, da sem pa morda kdaj šla kje čez mejo in nisem upoštevala tistega, v kar verjamem. Zdaj vas recimo povsod spremljajo varnostniki. A vas kdaj motijo? Seveda, oni morajo videti za vsak vaš korak, greste po osebnih opravkih, v trgovino, k frizerju. Mene popolnoma nič ne motijo, zaradi tega, ker so zelo diskretni, pač vedo, da vsak ima svoje življenje, svoje osebno življenje in se temu tudi prilagodijo. Jaz se tudi, moram reči, z vsemi zgodbicami, ki so krožile okrog varnostne službe in nekimi obtožbami, res nisem ukvarjala, zaradi tega, ker sem vseeno pa že toliko časa v tem svetu, da
Tudi vem, da se marsikakšna zgodbica kar skreira sama od sebe, pa napihne, pa potem se marsikaj izmisli. In jaz enostavno nočem biti del tega. In tudi sem izjemno previdna pri obtoževanju kogarkoli. Zaradi tega, ker vem, da se na tak način človeka lahko zelo prizadene, ne? Da se pač nekoga nečesa obtoži brez nekih konkretnih dokazov, brez da bi vedel za neka konkretna dejstva, tako da jaz zaupam svoji varnostni službi, imamo dober odnos, so zelo profesionalni in pravzaprav ne bi ničesar menjala. Super. Urška, vedno ste urejeni od glave do pete, pa me zanima, a ste sami sebi svoj stilist ali imate nekoga, ki vam svetuje pri oblačenju? Pa jaz ne vem, če sem vedno urejena, ampak jaz nimam nikogar, ki bi mene oblekel, ki bi mene namazal, ki bi me sfriziral. Jaz to počnem sama. Tudi oblačila vsa kupujem sama in kupujem jih v blagovnicah, ne? Pač tam, kjer vsi. Tako da, seveda, ja, je kdo, ki mi pomaga, ne? Ko pač vstopim v neko trgovino, povem, nekaj takega bi rabila, ne vem, za neko priložnost. In mi potem tudi pomagajo, ampak ne pa, da bi pa kdo hodil z mano in zbiral stvari. No, vi veliko hodite službeno na proslave, službene zadeve, da bi vam plačali kakšen outfit ali morate to vse iz vašega žepa? Ne, to gre vse iz mojega žepa. V Sloveniji nimamo tega. Vem, da v nekaterih državah obstaja to, ker se pač pričakuje od nekoga, ki predstavlja državo, da pač ima na voljo nekaj denarja, da se lahko tudi primerno obleče. Žal v Sloveniji ni tako in plače so tudi takšne, kakršne so javno objavljene, vsak si lahko pogleda in jaz si kupujem tisto, kar si lahko privoščim, nič od tega ni drago, vse je konfekcija, niti nimam nobene želje, da bi nosila neke znamke, jaz pač nosim tisto, kar mi je všeč, to, kar sem počela vedno. Radi imate pa tudi rdeče salonarje, tudi danes ste jih obuli. Ja. Povejte mi, kdo vas je navdihnil na rdečo barvo čevljev? Pravzaprav jaz nisem nikoli nosila rdečih salonarjev pred vstopom v politiko. Ne. Jaz sem bila vedno malo bolj ta kavbojski tip. Ne. Nosila sem okovane škorne, ozke hlače, tako. Tudi kot sodnica, ne, sem si oblekla togo potem, ne, čez. Ampak ko sem postopila v politiko, no, sem pa šla prav preden smo imeli prvo sejo v parlamentu v trgovino in mi tam en prodajalec pač prinesel tiste rdeče salonarje. Najprej sem rekla ne, ker se mi zdelo to, da mi nekako ne gre z mano skupaj, ne. Potem pa, ko sem se pogledala v ogledalo, sem rekla, no, se pa zgleda lepo, ne. No, in sem tiste rdeče salonarje prinesla v vrečki sabo na prvo sejo, ne. Sem imela druge obute. Ker se mi je zdelo vse, da mogoče pa vse ne bi, ne, ampak pol na koncu jih pa nataknila gor. Ampak zakaj ne bi, ne, zaradi tega, ker so bili rdeči salonarji, zato, ker so bili zelo neudobni. Ne, in cel dan v tistem hoditi ni bilo fajn. Previsoka peta. Ja, pa nisem bila navajena. In potem si jaz tisto obujem in evo, in zdaj je ta rdeč salonar nekako postal en moj zaščitni znak in meni se zdi tako zelo lep zaščitni znak, ne. Še bolj se mi pa zdi, da so to lansirali tisti, ki pravzaprav širijo šovinistične, mizogine ideje, ne, in na koncu so dosegli to, kar so. In prav en ta čevelj je v vitrini državnega zbora, je res? Ne? Ja, Vsak res je, predsednik državnega zbora vedno je prispeval en predmet. Pa v in vi bistvu ste pa to se je čevelj. začelo takrat, ko sem jaz ta prvi par ponosna, ne, in generalna sekretarka rekla, ne, te čevlje bomo pa zdaj mi spravili in jih bomo dali v vitrino. In je potem rekla, no, pa da zdaj ne bomo samo tvojih čevljev, ne, bomo pa še od drugih predsednikov dobili kakšno stvar, ki jih zaznamuje, ne, recimo gospoda Zorčiča zaznamuje ta kirurška maska, ne, ker on je bil ravno v času covida, ne, predsednik državnega zbora. No, in so potem dobili nekaj teh predmetov in so jih razstavili. In tisto moj res ta prvi čevelj, ki sem ga imela takrat, ko sem postala predsednica, je zdaj v vitrini. Potem ta drugi par, ki je pa tudi pol že bil zelo ponošen, ne, sem pa dala v čevljarski muzej v Tržič. Lepo. Tako da, ker tam pa tudi imajo eno tako zbirko, ne, čevljev nekaterih ljudi,
In so me prosili, no, če bi pa njim podarila. Tako da oni imajo pa ta drug par. Niso pa čevlji edini vaš zaščitni znak, ne? Imate tudi tatuje. Zanima me, Ja, kar koliko nekaj jih jih imate? imam. Koliko? Veste? Ste jih Dobro, zdaj bi pa že prešteli? res morala prešteti. Zdaj bom kar dolgo razmišljala. Jih kar imam nekaj, no, manj kot 10, ampak so taki okusni na različnih delih telesa, se ne vidijo vsi. To sem pa v bistvu, veste, začela, ko sem, bom rekla, obrnila stran v svojem življenju, ko se je pač neko obdobje v mojem življenju končalo, se je začelo neko drugo obdobje. Takrat sem jaz nekako začela s temi tatuji in prvič, ko sem prišla v studio, gospodu, ki me je tetoviral, ne, sem rekla, jaz sem stara 40 let in zdaj si bom naredila prvi tatu. In on mi je rekel, odlična leta, ne, za tatu. Sem rekla, ja, zato, ker ga ne bom nosila več kot pol življenja, ne. Ampak pol pa je rekel, boste se vrnila, ne, boste videla. Sem rekla, ne, bom ostala pri enem. Ja, pravijo, No, sem se vrnila, ne jaz sem se vrnila, ne, ampak je pa tako, da pa nisem zdaj takšna, da bi se pa čist porisala, to pa ne, zaradi tega, ker vsak tatu na mojem telesu je nastal zaradi nečesa ali pa zaznamuje neko stvar v mojem življenju. Ali pa Kaj neke recimo? osebe. Kakšne simbole Tukaj imate? imam 2 liliji, ki zaznamujeta moja otroka, potem imam recimo zraven pikapolonico, ki zaznamuje srečo. Ne. Zdaj ta nesrečni rdeči salonar sem si dala tudi tetovirati, ne, ker pač nimam vedno rdečih salonarjev. Ne. To je tudi nekaj, kar zaznamuje. Kaj pa je ta na neko vaši obdobje. desni nogi? Tukaj imam pa eno želvico sicer, ne, želvica je pa najljubša žival mojega sina, enega od mojih sinov, pač on, ko so mu začele, ko je začel spoznavati svet okrog, ne, sebe, so mu bile želve blazno všeč in mi smo imeli veliko želv doma, ne, plišastih, plastičnih, lesenih, iz raznih materialov smo imeli tudi žive želve, ne, in ta želva je bila, obsedeni smo bili z želvami in potem sem jaz še ugotovila, da želva pomeni žensko energijo in da želva je pravzaprav super žival, ne, a veste, želva živi na kopnem, živi v morju, živi dolgo, gre počasi pa daleč pride, a ne, in v bistvu je pravzaprav se ni spreminjala od dinozavrov naprej in meni se je to zdelo super, ne, da pravzaprav mi sploh ne vemo, kako je želva krasna žival, ne, in še v klepma se skrije, ne, pred sovražniki, tako da pa sem si pa še tole želvico, pa sem jo še vedno malo še, da ni bila osamljena, sem ji pa še eno tako ornament Kaj bo dala pa vaš zraven. naslednji tatu? Zagotovo ga boste dala? Vem že, ampak naj ostane presenečenje. Okay. Kaj pa vaša narava? Kakšen karakter ste v bistvu, kako sebe vidite? In kakšne vzorce ste dobili recimo že kot otrok, kot najstnik, od staršev? Ste bili bolj uporniški ali ste bili bolj jokavi? Ne, nič od tega. Jaz sem bila pravzaprav zelo razmišljujoč otrok. Jaz sem bila otrok že z močnimi načeli, ne. Jaz sem rada že starše opozarjala, ne, kaj je prav pa kaj ne. Zelo me je zanimal svet okrog mene, zelo me je zanimala preteklost. Imela sem izjemno bujno domišljijo, tako da sem seveda si naslikala vse mogoče v glavi. Tako da jaz... Ste bili odprti, ekstravertirani že takrat? Jaz sem kar dosti ekstrovertirana oseba, ja. S tem, da določene stvari sem pa kar zazidala v sebi, ne. Kar pomeni, da nekatere stvari so pa tako samo moje, a ne, da jih držim v sebi. Sicer pa mi ni težko navezovati stikov. Zelo me tudi zanimajo ljudje, ki se znajdejo v moji bližini. Zanima me njihovo življenje, zanima me njihova preteklost, zanima me njihov pogled na svet. Tako da bi rekla, da sem taka zelo vedoželjna, neuporniška, ne bi rekla, da uporniška, se pa zelo ostro ali pa odločno postavim, kadar menim, da kaj ni prav. Ne bi jaz to poimenovala kot uporništvo, ampak bolj kot, kot nekdo, ki ne pusti, da bi me prisiljevali mene v nekaj, kar se meni ne zdi prav, ali pa da bi gledala, da se komu godi krivica in nič storila.
taka sem bila vedno. Ne. A ste raje drzni ali predrzni? Oboje. Odvisno od situacije. Kaj pa pogumni? Pa jaz mislim, ja, da kar sem. No. Včasih mi mama reče, joj, Urška, jaz res upam, da se ti ne bo kaj zgodilo, ker si tako pogumna, ne? Ker pač poveš tako, kot je. Ampak jaz ne znam drugače, kot povedati tako, kot je. Veste, sej sem se naučila nekaj diplomacije, ne, v politiki, ker vseeno je včasih pa tudi bolje in se več doseže, če se kakšna stvar pove bolj diplomatsko, ne, okrancljano recimo. Ne. Ampak nekatere stvari je pa vseeno treba povedati takšne, kot so in jih postaviti v perspektivo takšna, kot je. Zato, da se odprejo oči. Indijski filozof Osho, verjetno ga poznate, je rekel, da če smo pogumni, smo tudi nori. Ne? Craziness is what bonds us. Norost nas povezuje. Ampak on seveda to ni mislil s tem kot žaljivko ali pa diagnozo, ampak je zelo simbolna, spiritualna izjava v smislu norost kot pogum za drugačnost. Pogum iti proti toku, razmišljati svojo glavo, biti iskren, brezpogojno ljubiti, ko večina išče nadzor. Ne? In potem takem, ne, če imamo ta pogum, ne, če smo vsi tako pogumni, smo vsi tudi nori. Ja, veste, kaj mislite? to je tako, ne. Se strinjate? Jaz se dostikrat pogovarjam z ljudmi in rečem, če želite imeti zanimivo življenje in konec koncev srečno življenje, ampak hkrati tudi življenje, ki bo malo bolelo, potem je treba iti iz cone udobja. To se pravi, je treba stopiti iz kletke, v katero nas nekako družba zapira, zato da ostajamo omejeni. In ko stopiš enkrat iz te kletke, to jaz temu pravim, ko si res svoboden, ne, takrat se začnejo dogajati lepe stvari v življenju. Ampak to si je treba upati. Ljudje si pa tega ne upamo, zato ker nas je strah neznanega in strah nas je, da se nam bo zgodilo kaj slabega. Tako smo naravnani, ne, da vedno pomislimo, joj, zgodilo se bo nekaj negativnega, namesto da bi razmišljali, kaj pa če se zgodi nekaj krasnega, nekaj pozitivnega. Ne? In mi bi morali, in ko stopimo iz te cone udobja, seveda boli, ne? Ker je pač treba prevzeti mogoče nove odgovornosti, se treba soočiti s kakšnimi situacijami, ki so nam neprijetne, ampak takrat nam življenje prinese najboljše stvari in najlepše stvari. In jaz sem imela nekaj, recimo, izkušenj ali pa življenjskih šol, da sem to spoznala in da me tega zdaj več ni strah. Veste, mene ni strah, kaj bo, ko bodo volitve, kaj se bo zgodilo. Res me ni strah. Zaradi tega, ker prvič razmišljam pozitivno in drugič soočila se bom z vsako situacijo, ki bo pač prišla. Takšno, kot sem in verjamem, ker, kot sem rekla, sem imela tudi kakšne hude situacije v življenju, da jo bom uspešno premagala in da bom v redu. Vas je sploh česa strah? Ja, me je strah, da bi se kaj zgodilo, pa mislim v zdravstvenem smislu, mojim bližnjim. Ampak tudi tukaj moramo pozitivno razmišljati in sploh ne pomisliti, da bi se lahko kaj zgodilo, kar ste prej rekla. Ja, ker sem tudi tukaj imela eno izkušnjo v življenju in ne bom lagala, da me tega ni strah. Ne. Zakaj? Zato, ker se zelo dobro zavedam, kako zelo nemočni smo še kljub temu, da je medicina izjemno napredovala. Ne. Smo še vedno pri določenih zadevah, boleznih, smo pa še zelo nemočni, še ne vemo dosti, ne znamo pomagati. Ne. In tega pa me je malenkost strah. Ampak ne razmišljam o tem. Ne. Sem, kot sem rekla, že prevečkrat o tem razmišljala v drugih obdobjih v svojem življenju. Ne? Zdaj sem se naučila, da ne razmišljam preveč o tem in da res gledam pozitivno. Če greva zdaj malo na zgodovino, rekli ste, da vas je vedno zanimala preteklost. Odkot ta fascinacija? Oziroma, povejte mi, imate kakšnega junakinjo zgodovine, ki vam je še posebej blizu? Ja, veste, kaj mene zelo fasciniralo? Ne? Ko sem prebirala biografije znanih zgodovinskih osebnosti, ali pa tudi zgodovinske romane, ne, ki so bili seveda pisani na temelju nekih resničnih dogodkov.
me tako fasciniralo, kaj je pravzaprav spreminjalo svet, ne. In tok zgodovine, ne. Predvsem tisto, kar je na pozitivno spreminjalo, ne. Včasih je bila tudi kakšna zelo negativna stvar. To je bila človeška strast. Strast, ne. Tisto, kar v bistvu vsi govorimo, da je treba malo paziti, pa zatirati, pa imeti nekako navajati, ne. Ampak tisto je spreminjalo tok zgodovine, ne. Ljudje, ki so si dovolili biti svobodni in ki so pustili svoji strasti, da je šla izvajati, ne, tisti ljudje so spremenili zgodovino. Ja. In jih je polno. Ne? Zdaj imamo v daljni zgodovini takšne, imamo v bližnji zgodovini takšne, imamo ženske v zgodovini, ne, ki so zaradi tega, ker so to svojo strast spustile, dosegle neverjetne premike. Tudi sicer radi gledate zgodovinske filme, serije, vedno, berete zgodovinske knjige, potujete po zgodovinskih krajih. Jaz sem zelo fascinirana, recimo, določeno obdobje v zgodovini me v mojih določenih življenjskih obdobjih privlačijo. Ne? Recimo kot otrok sem bila čisto navdušena nad Egipčani. Ne? In sem tega Tutankamona, če že govoriva o tem, katere so zgodovinske osebnosti, ki me nekako navdušujejo, sem takrat Tutankamona obdelala, ne, pač so njegovo kratko življenje in kaj vse so našli v njegovi grobnici in tista njegova maska, ki sem jo prvič videla v živo, ne, v muzeju v Kairu. Jaz sem kar stala tam in kar gledala in sem rekla, jaz stojim tukaj pred masko, ki je bila narejena pred toliko leti, ne tisočletji. In jaz zdaj v to gledam, ne, v to in ne morem verjeti, ne. Potem, ko sem bila recimo v Londonu, sem bila v Towerju in tam pogledam, so stopnice iz Temze, vodijo gor do Towerja in sem rekla, zdaj stojiš tam, kjer je Anna Boleyn šla po stopnicah v Tower, kamor so jo zaprli in potem kmalu na to usmrtili, je prišel francoski mečevalec in odsekal glavo zaradi tega, ker jo je Henrik VIII obtožil, oziroma so jo drugi obtožili, no, prešuštva, ne, in so jo potem usmrtili, ampak to je bila ženska, zaradi katere je Henrik VIII prekinil stike s papežem, razdrl svoje kraljestvo in ga popolnoma spremenil in začel ustvarjati to anglikansko vero, ta neverjeten premik v angleški zgodovini. Ogromno teh stvari, ne, ki se jaz znajdem na tistem mestu, mene to čisto prevzame. No, ravno zato ta vaša fascinacija s preteklostjo. A verjamete recimo v reinkarnacijo? Pa ne vem, ne, zaradi tega, ker nekih znanstvenih dokazov za to še nisem videla. Vseeno pa sem toliko na tleh, ne, bom rekla, da bi bilo fajn videti, ne, kakšen konkreten dokaz, ampak jaz sem zagotovo, če sem neka reinkarnirana duša, zagotovo reinkarnacija neke ženske, ki je zgorela na grmadi v 17. stoletju. Sem vas hotela vprašati, da ste bili čarovnica, vodja ali ženska brez prvic? Pa jaz mislim, da mogoče kar vse troje, ne? Mislim, kar je vse, kar ste našteli. Ne? Ste avtorica 2 zgodovinskih romanov, Gret in greh in Sibilina sodba. Oba romana sta bila zelo dobro sprejeta pri bralcih in oba se dogajata v 17. stoletju, prvi v Sevnici, vašem kraju, kjer ste odraščala. Pa me zanima, zakaj 17. stoletje? Bilo je res zelo nemirno, kruto tudi, takrat so bili tudi čarovniški procesi. Zakaj ste si izbrali 17. stoletje, na kratko? Ja, 17. stoletje zato, ker je to čas enih velikih premikov, pa ne samo na zunaj vidnih, ampak vidnih tudi v miselnosti ljudi. Ne? To je seveda dolg čas, ne? Pač celo stoletje, pri nas zdaj, kot čas teče, bi šlo to dosti hitreje, ne? Ampak takrat je pa čas tekel, kot je. Ko je v bistvu svet se spreminjal iz tistega srednjeveškega, ne bi rekla, ali pa mogoče, no, ni čisto prava beseda, ampak vseeno uporablja spanja, a ne, iz feudalizma, a ne, se je začel spreminjati in je v bistvu
teku spustil se malo izvajati, ne, tako bom rekla. Ne. Človeštvo je začelo gledati okrog sebe. Ne. Prej je bilo ujeto in ni preveč razmišljalo o tem, zakaj smo mi na svetu, a Bog je, a Boga ni. Te stvari se ljudje niso spraševali. Ne. Potem se pa začnejo počasi spraševati, ne. Nastajajo nove stvari, začne se pismenost, tisk pride med ljudi, tiskane stvari pridejo med ljudi, protestantizem do dobra reformira krščanstvo in v bistvu vse te stvari pomenijo napredek, ne, pa seveda tudi drugo, ne, da se meščanstvo krepi, obrt in trgovina začneta cveteti, mesta pridobivajo pravice in tako naprej. Pač gremo v modernizacijo. Ameriko smo odkrili, prihajajo stvari iz Amerike in tako naprej. Hkrati pa kljub temu, ne, da se začenja en tak preboj, najdemo čarovniške procese, ki jih v srednjem veku ni. Ja, res v novem veku. Seveda, v srednjem veku ni nihče se ni spraševal, ali so čarovnice ali ne. Tudi cerkev je zanikala, ne, da bi čarovnice obstajale. V 17. stoletju, v času, ko imamo že dobro razmahnjeno renesanso, ko je Martin Luther že svoje teze nabil že davno na vrata Wittenberške cerkve, ko vsi ljudje že vidijo tiskane knjige, ne, in takrat se pa zgodi čarovništvo. Zakaj? Sibila in Greta seveda ne sodita v tisti čas. Obe sta svobodni, vedoželjni, divji, strastni, svobodni tudi v spolni energiji. In zdaj me tukaj zanima, koliko Grete in Sibile je v vas? Veliko. Vsaka na svoj način. Seveda, ko piše nekdo v prvi osebi, zagotovo napiše tudi tisto, kar sam razmišlja. Namreč, sami ste enkrat rekli, tudi jaz mislim, da ne sodim v ta čas in prostor, malo štrlim ven in zato jih včasih dobim po glavi, ampak vztrajam. Ja. Jaz sicer sem vesela, da sem v tem prostoru, a ne? Ker če bi bila v tem času v nekem drugem prostoru, ne bi mogla biti tako svobodna, kot sem tukaj. Se tega zelo dobro zavedam, ne? Da so ženske, ki živijo sedaj, ampak nekje drugje in ne morejo biti svobodne. Ne? Ampak še vedno pa so me sploh zadnja 3 leta opozorila, ne, da smo pa še daleč od tega, da bi ženska res lahko razprostrla svoja krila in pokazala svojo ženskost v vsej polnosti, ki jo premore. Ker ko ženska pokaže vso svojo žensko energijo, jo je izjemno težko obvladovati. Se vam zdi, da imajo težave tudi močnejše ženske, močne, glasne, iskrene? Seveda, te imajo sploh veliko težav. Tudi v ljubezni? Da najdejo pravega partnerja? Jaz mislim, da je danes... Ker ne marajo nadzora, ne? Ja, ampak je pa danes vedno več, temu jaz pravim, razsvetljenih moških, ne, ki vedo, da so lahko bolj moški, če ženski ne pristrižejo peruti. Kaj pa recimo astrologija, ne? Sibila, mislim, da se je rada pogovarjala z Luno. Ja. Koliko verjamete vi v zvezde, tudi zgodovinski junak, iz astrologije je bila vedno prisotna, že Kleopatra je imela rada astrologijo. Recimo, berete horoskope in verjamete? Ja, res, jaz berem horoskop. Ne vsakega, ne. Kaj ste po horoskopu? Dvojček. Aha, dvojček. Okay. Po zahodnji astrologiji. Ja, po zahodnji, drugače sem pekača. Po kitajskem, ja. Je horoskop, ki se pojavlja tedensko na določenem kraju, ki ga vedno preberem, ne. In seveda takrat, kadar je slab, rečem, to ne bo, a ne. Če pa dober, je pa v redu, ne, ampak mi je to fascinantno, no, me zanima. In tudi sem že bila pri kakem astrologu. Vam je kaj dobrega povedal? Ste bili zadovoljni? Ja, sem bila, zelo. Se je kaj uresničilo? Se je. Sem pa bila tudi pri razlagalcu te vedske astrologije, indijske, Jyotish, tudi pri tem. Meni je zelo blizu, bližja kot zahodna, bolje natančna. Mi je bilo tudi to zanimivo, ja. Sploh zato, ker tu ne gre za neko šloganje, napovedovanje prihodnosti, ampak gre pač za to, da ti pa pove, to obdobje je takšno, to obdobje bo takšno, v tem obdobju bo mogoče treba paziti na to pa to, ampak ni pa to neko napovedovanje prihodnosti. In če bi morali se zdaj odločiti, ali pa bi bili pred kakšno pomembno odločitvijo, bi šli po nasvet spet k astrologu?
To pa ne vem, zaradi tega, ker sem pa tudi zelo intuitivna in kar poslušam sama sebe. To sem se pa tudi naučila, ne? Da ljudje veliko odgovorov nosimo že v sebi, a samo se ne poslušamo. Se ne poslušamo zaradi tega, ker smo preveč zaposleni s tem, da poslušamo druge. Ker drugi vsi več vedo. Ampak s tem ne mislim to, da človek mora imeti okrog sebe ljudi, ki mu povedo, da je konstruktivno kritiko, ki jo je dobro upoštevati. A ne? To je nekdo, ki ti želi dobro in ti pove, lej, tukaj bi bilo pa mogoče to boljše narediti. Ne? Sploh ne mislim tega. Mislim na to, da se preveč ukvarjamo z življenji drugih in preveč ukvarjamo s tem, kaj bodo drugi rekli, namesto da bi pravzaprav poslušali sebe, kaj si mi želimo in kaj bomo mi rekli potem, ko bomo to odločitev sprejeli, ne? Ali pa ne sprejeli. In na vidiku že nova knjiga, morda, da bi spregovorili. Jaz imam že kar nekaj idej. Res, se mi plete veliko idej. Verjemite, da sem tudi v teh 3 letih dobila ogromno materiala. Ne? Tako da to bom morala enkrat zapisati. Ampak mora še preteči nekaj časa. Boste šli najprej v zgodovino. Bom šla najprej še malo 12. stoletje. In ravno o tem razmišljam. Da bi šla tam v 14. stoletje, je tudi tako zelo zanimivo, ne? Takrat je kuga kosila po Evropi, ne? A veste, in ne glede na to, da gre za eno tako malo bolj temačno stvar, ne? Me vseeno tudi to privlači, ne? Sicer je eno tako bolj temačno obdobje, ampak vseeno, kaj je to obdobje, ne, pa pravzaprav pustilo za seboj, ne? Ker kuga je izjemno globoko vplivala na evropsko zgodovino in pustila konkretne posledice. Sem brala Boccaccia in njegovih 100 novel, ki se je ravno v tem času dogajala. A je kakšen od vaših kolegov prebral vašo knjigo? Ste dobili kakšne odzive? Ja, seveda. Mislim, da vsi družinski člani so prebrali, tudi kolegi, zdaj, če govorite o političnih kolegih, tudi ženske sploh so zelo navdušene, ne? Tudi moški preberejo, ne? Oni imajo radi predvsem tiste strani, ki so bolj žgečljive, ne? Glede tega je tudi bil en tak... No, se je ravno to vas hočem vprašati, ko ste knjigi oziroma vaše delo prijavili mandatno-volilni komisiji, tudi zaradi avtorskega honorarja, čeprav je zanemarljiv, so bili burni odzivi. Zakaj? Zato, ker so pač tam tudi erotični opisi, ne? Predvsem prva knjiga je pač, tega ima kar nekaj, ne zdaj veliko, ne vem koliko, ampak je pa nekaj erotike noter, ne? Ampak to ima seveda svoj namen, ne? V zgodbi, je pa lepa erotika, ne? In so bili burni odzivi, seveda, ne? Kako zdaj predsednica Državnega zbora piše take stvari, ne? No, takrat sem se jaz vprašala, kakšni smo, da nas moti erotika, ne moti nas pa mučenje do smrti, ki je prav tako opisano z vsemi detajli. A ne? To se pravi, tiste, ki so pač tam bili glasni na mandatno-volilni komisiji, ni motilo to, da jaz opisujem mučenje ženskega telesa, da opisujem posilstvo. Motila jih je erotika. Ja, to jih ni motilo, tisto, ne, mučenje. Motila jih je erotika. Kaj ste jim rekli? No, to sem vprašala, ne, sem rekla, a ni, tako na tak način, retorično vprašanje, recimo, da sem postavila, ne, sem rekla, a ni zanimivo, da vas moti erotika, ne pa to, kako človeka mučijo do smrti ali pa živega zažgejo na grmadi. Pa seveda niso odgovorili nič, ne, kaj pa boš na to odgovoril, ne. Ja. Da ne bi izpadel smešen, ne, ali pa neuk, ali pa še kaj drugega. Urška je pa tudi mama dvojčkov. Ja, tudi. Imate Davida in Filipa, ki zdaj končujeta 6. razred. Imata lepi, vidite, zgodovinski, kraljevski imeni, ne? Res je. Sta pridna v šoli, sta dobra, sta zadovoljni? Ja, lahko bi bila tudi boljša, ne? Lahko bi bila tudi boljša, ampak se trudita, jaz ima puščam svobodo v smislu, da pač ne zaviram njune kreativne energije, njunih želja, ne pričakujem seveda, ali pa bom tako rekla, nisem nekdo, ki bi bil obseden z ocenami svojih otrok, ne, v šoli. Jaz ima predvsem želim, da se naučita živeti to življenje
in to na način, da bosta spoštovala svet okrog sebe, in če jo bom naučila spoštovati svet okrog sebe, sprejemati različnost, in če jo bom naučila sočutja, potem sem storila kot mati vse. Katera je pa tista največja vrednota, za katero si najbolj želite, da jo imata vaša sinova? Verjetno sočutje pa spoštovanje. To, da ne obsojata, da sprejemata. Bom rekla sprejemanje, ja, morda to. Sprejemanje vsega, kar ima bo življenje prineslo, to je. To. Lepo. Zdaj ste tudi zaljubljeni, imate partnerja, ki ste ga predstavili tudi javno in prihaja tudi iz glasbenega sveta, seveda javna oseba, vrhunski kitarist je Bor. Kako močno je prebudil vaše srce? Ja, kar močno, no. Bom tako rekla, je bila ljubezen na prvi pogled ali prvi dotik? Ne. Ne, to pa ne. Ne, to pa ne. Ne, pač to se pač v človeku zgodi in se nama je zgodilo obema, vsaj kolikor mi on pokaže, ne, ali pa pove. In to je bilo pravzaprav res zelo intimno, zelo osebno, zelo zasebno in tako si tudi želiva, da ostane in da pač ostane res pri tej lepi stvari, ne, da se to ne umaže z vsem blatom, ki ga drugi želijo metati na to. Ne. Vas je prizadelo to, kar se je na začetku v medijih tudi pisalo? Pa to je normalno, da človeka to prizadane, ne, sploh če je pač posredi eno tako čustvo, kot je ljubezen in ko je res čista, a ne, ljubezen, ko se pač ne zgodi načrtovano, ko se ne zgodi z nekimi nameni, ampak se samo zgodi, a ne. Ja, seveda te, ne, ampak ravno to, da sva oba nekako čez to uspela iti skupaj, mi pove, da je to res čisto. In da je to res prav tisto čisto čustvo, ki povezuje dva, ki sta si sicer zelo različna, a ne, zelo različna, ampak oba pa imata neko to globoko čustvovanje, no, ki sta ga verjetno iskala kar dolgo v življenju. Je Bor tudi ta razsvetljen moški, ki ga ni strah, da bi bil ogrožen, ne, tako kot ena od vaših junakov? Zagotovo. Nima potrebe po nadzoru tudi? Mora. Ne, mislim, mi dva se zelo hitro pogovoriva, ne, kje je kdo dober, ne, v katerih zadevah in kdo dober, in ne vem, kdo dober skuha nekaj, kdo dober skuha drugo, ne. Tako da je lepo. A mislite, da je bolj pomembno ljubiti ali biti ljubljen? Oboje. Ljudje imamo potrebo po tem, da smo sprejeti in da smo ljubljeni, ne. To je čisto primarna, osnovna človeška potreba in vsak človek jo ima. In jaz mislim, da iščemo to celo življenje včasih, ne, to, da smo sprejeti in ljubljeni, ker to je tako neverjetno lep občutek, ne, da te ima nekdo rad, ne. Seveda, ampak to je, da imaš to je sebe čisto, rad, to je nekaj, ja, seveda, lahko te ima nekdo rad, samo če imaš sebe rad, ne, najprej. Ampak to je tista potreba, ki jo ne bo nobena umetna inteligenca nadomestila. Pa tudi to, da vse tisto, kar pa imamo v sebi, da lahko nekomu damo. Tudi to je nekaj, ne. In to dajanje in sprejemanje je nekaj tako lepega v življenju. Jaz si včasih mislim, da ni mogoče imeti več, kot imeti nekoga, s katerim lahko to deliš, ne. Daješ in sprejemaš. Radi tudi prepevate, tudi slišali smo vas javno. A zdaj kaj več, ko imate glasbenika ob sebi, rock komade? Ja, pa to je pa čisto spontano, veste. To, ne vem zdaj, da bi rekla, da jaz pravno rada prepevam, ne, ampak to je spontano, ne, pač zjutraj, ko si pred ogledalom, ne, in pač se češeš in tako, pač malo zapoješ zraven, ne.
To je čisten izraz ene življenjske radosti, ne, recimo temu. In potem prideš v svet, ali pa v neko skupino, ali pa se najdejo ljudje, ki morajo zdaj to tvojo radost pa skritizirati, ukalupiti, ocenjevati. Pa pravzaprav ni bilo mišljeno nič drugega kot samo to. A imate kakšno skladbo, kakšen komad, ki vas pa res dvigne, ki si ga zavrtite takrat, ko ste mogoče malo slabše volje in vas dvigne? Pa ja, zdaj, če mi zdaj rečete, da moram en tak komad potegniti iz glave, bi jih morala kar več našteti, ne. I want to know what love is, ne, recimo ena taka, ki si jo kar velikrat zavrtim. Poslušam pa zelo rada, razen rocka, seveda, ne, ker sem pač zrasla v tistem času, ne, ker je bil rock popularen, ne. Bon Jovi, recimo, ena taka skupina, ki je kar zasidrana, ne, v meni. Zelo rada poslušam tudi etno glasbo. Ja, to pa tudi. Mi je všeč. Tako da, ko grem po svetu, ne, mi je všeč poslušati tudi etno. Pa ta vaša sinova tudi rada glasbo? Moja sinova sta pa, eden še ni ravno nekaj pokazal, ne, ga bolj zanimajo knjige, drugi pa igra klavir, ja. In je kar dober. Je kar dober. Je imel enkrat leto pa pol nazaj en popadek, da ne bo več igral, ne. Se mi zdi, da se to včasih otrokom zgodi, ne, da potem rečejo, ne, zdaj pa ne bom več in ga nisem mogla sploh spraviti nazaj za klavir. No, in potem sem pa rekla, nič, greva midva v Salzburg, v Mozartovo mesto in bova šla tam pogledat Mozartovo hišo in klavir, na katerem je Mozart igral, in to je bila super poteza. Zaradi tega, ker ko sva prišla iz Salzburga, se je usedel za klavir in zdaj nimamo več težav. On rad igra, rad hodi v glasbeno šolo. Super. In jaz upam, da bo morda, ne, potem ko zaključi nižjo glasbeno šolo, morda nadaljeval tudi v tej smeri. Morda. Sicer pravi, da bo pilot, no, tako da... Septembra bo v Odiseji največji rock spektakel, ne, kjer bo nastopil tudi Bor. Greste? Bomo tam. Ja, bomo tam, seveda. Bomo tam, ja. V rdečih petah? Ja, zdaj lahko bodo bolele noge v rdečih petah, tako da bom še premislila. No, morda bodo bolj rdeči bulerji. Prav. Urška, ste tudi strastna ljubiteljica živali, imate kobilo Gino. Ja. Koliko časa preživita skupaj? Bolj malo, v zadnjem času bolj malo, priznam, da nimam toliko časa več za njo, ampak je za njo seveda poskrbljeno. Imam tudi krasne ljudi, ki tudi redno jahajo, ampak oni so že od nekdaj bili ena moja strast, fascinacija, ne. To so tako neverjetno lepe živali, s tako neverjetno lepo energijo, da se včasih kar čudim, kako je narava lahko ustvarila nekaj tako čudovitega, kot je konj. Tudi terapevtski so zelo, ne? Zelo. Tudi tisti, ki niso terapevtski, vam jaz povem, da delujejo terapevtsko, ker ne moreš razmišljati o ničemer drugem, kot o konju, ko si zraven njega. Namreč, včasih se mi zgodi, tako ko se nasloniš na to ogromno telo, da doživljam čisto blaženost, ne, ker tista toplota in ta mirnost tudi, ne, sploh takrat seveda, ko je konj miren, ne, imamo tudi nemirne konje, ampak takrat, ko je konj miren in ko te sprejme in ti pusti, da prideš blizu in se nasloniš na njega, je čudovito, no, tako počutiš se tako izpolnjenega, tako, ne vem, neka magičnost. Imate že dolgo Gino? Ja, že kar nekaj časa, od leta 2007. Dolgo. Tako da je že tudi ona gospa, ki je, mislim, da bova skupaj končali svojo jahalno kariero. No. Pred 2 letoma ste pa v Ugandi posvojili tudi šimpanzinjo Urško, ne? Tako ste jo pomenovali. Ja. Zdaj me zanima, imate vam kakšne fotografije še pošiljajo? V bistvu je tako, veste, to se je pa zgodilo tako, da je takrat prav v tistem času, ko sem jaz šla v ta rehabilitacijski center, je bil predviden obisk predsednika Ugande. Ampak je ta obisk predsednik odpovedal zaradi drugih obveznosti in me takrat minister za turizem odpeljal v rehabilitacijski center, kjer oni poskrbijo za živali,
ki pridejo iz divjine, so to poškodovane živali, največkrat so pa to mladiči, ki so jih našli pri ubitih samicah. To so sloni mladiči, šimpanzi mladiči, tudi gorile. In oni te mladiče potem rehabilitirajo in poskušajo usposobiti za preživetje v divjini in jih potem tudi vračajo v divjino. In meni se je zdelo to tako zelo plemenito, da oni to počnejo in veste, jaz pridem tja in mi pokažejo recimo operacijsko dvorano, ki jo imajo. To se ne more primerjati z operacijskimi dvoranami, niti v naših zavetiščih, ali pa recimo, dobro, ni tam operacijske dvorane, ampak z nekimi napravami, ki jih imajo v naših zavetiščih, ko živali morda pregledajo. Ne. Kaj šele v kakšnem veterinarskem centru? Tam je tisto, kar pravzaprav dobijo donirano iz evropskih držav. Oni so bili na to ponosni in so mi to pokazali. Lejte, kaj imamo, mi poskrbimo za te živali tukaj, se trudimo. In jaz sem bila hvaležna temu, da oni to počnejo. Ker to ne pripada seveda samo njim, ta divji živalski svet v Afriki. To pripada celemu človeštvu svetu, ne, pravzaprav. Ne, in oni to počnejo in seveda tam se je znašla ena šimpanzija mladička, ki so jo našli ob mrtvi materi in potem sem jaz rekla, bi prispevala še jaz nekaj denarja, ne, in so bili vsi srečni in so pač dali potem ime po meni, se je imela še svoje ugandsko ime, ampak njim se je zdelo tudi neverjetno, da pride nekdo iz Evrope in dejansko pokaže zanimanje za to, kar počnejo. Pa še kaj prispevate za to opico? Kolikor lahko. Tudi dobim slike, seveda. Jaz predvidevam, da bo zdaj pa že kmalu jo bodo počasi vrnili v divjino, če bo seveda sposobna tega. Ampak hočem vam povedati, da potem pri nas se pa zgodi neka taka stvar, nek tak pogrom nad tem dejanjem, čeprav sem bil moj lasten denar, namesto, da bi rekli, ali ni lepo, da ljudje v Afriki skrbijo za to, da bo ta divji živalski svet še obstajal nekaj časa. Ker glede na to, kaj mi počnemo z našim planetom, ni sigurno, da bo to še obstajalo. Bomo morda iztrebili te živalske vrste. In ali ni lepo, da bodo morda naši otroci ali pa naši vnuki še imeli priložnost videti te živali v svojem naravnem okolju. Mar se mi ne zavedamo, da tudi nas ne bo, če bo enkrat tudi ta živalski svet izumrl. In namesto, da bi rekli, hvala, ker skrbite za to in ste z nami to delili, mi potem zganjamo neke neumnosti in se temu posmehujemo in ne vem, mečemo žaljivke, kar tako vse poprek. Predtem ste pa posvojili tudi mucko in kužka. No to je pa problem, ker če gremo mi v kakšno zavetišče, skoraj nikoli ne pridemo praznih rok domov, tako da ne smemo preveč hoditi po zavetiščih, ker vseeno, ko pa vzameš žival, je to odgovornost in je treba imeti za to čas. In seveda pravilno za to poskrbeti, tako da jaz moram paziti, da preveč ne hodim okrog. A imate čas še za kakšen hobi? Bolj slabo mi kaže, ampak poskušam, pač jaham, kolikor le lahko, berem, kolikor le lahko. Zelo rada si ogledam kakšen dober film, ne samo zgodovinski, zdaj sem pred kratkim uspela to kino gledati Misijo nemogoče, to je pač tak film, da malo izklopiš glavo, pa se ti zdi fajn, da nekdo rešuje svet, ker bi bilo fino, da bi morda v resnici tudi bil kakšen taka, pa bi malo rešil svet, bi šel dol v Gazo, pa bi naredil red, pa v Ukrajino, pa bi naredil red in seveda vse povsod drugod, kjer je treba narediti red. Koliko časa pa preživite na družbenih omrežjih, recimo? A tu sami pa ustate ali zaupate komu drugemu? Jaz sem zelo malo aktivna na družbenih omrežjih, ne postam kar naprej, nekaj sama, večinoma so seveda to moje misli, ki jih potem tudi moji sodelavci objavijo, jaz pa vedno seveda povem, kaj želim, da bi se objavilo.
sem pa res aktivna samo na Facebooku. Instagram tu pa tam, da se kaj objavi, ampak res zelo, zelo malo. Jaz ne živim svojega življenja na Facebooku, jaz ga živim tukaj in zdaj v realnosti, v resničnem življenju, z ljudmi iz mesa in krvi, in to mi je najpomembneje. In tako bo tudi ostalo. In če greva na koncu še malo v politiko, v vašo službo. Ko sem umetno inteligenco vprašala, naj vas kot predsednico Državnega zbora duhovito opiše, sem dobila tole. Bi vam kar prebrala, če dovolite. Je kot tornado v baletnih copatkah, ne vedno po pravilih, a vedno nepozabna. Včasih malce neokročena, a vedno osrednja zvezda političnega odra. Iskrena, neposredna, avtentična. Če bi bila lik v filmu, bi bila križanec med Elle Woods iz filma Blondinka z Harvarda in Lady Macbeth. Le da namesto krvi na rokah pušča sledi v političnem bontonu. Na državnih proslavah ne hodi, ampak koraka pogosto zdvigne na roko, kot bi nagovarjala množice, pa čeprav morda le maha kameri. Ko vodi seje, je to kombinacija gledališča, stand-upa in srednješolske ure. Ima jezik kot britvica in izraz na obrazu, ki pravi, ne bom ti rekla dvakrat. In ko jo kritizirajo, ne umahne. Mirno zatreplje z očmi, kot bi rekla, to sem jaz, drugačna, pa kaj? Kako vam je všeč? Pa to mi morate pa, to pa moram si jaz. To mi morate pa, ja, da sem to kdaj prebrala, to je pa super, meni se zdi super. Ja, pa, mislim, to letalo umetna inteligenca, ja, mislim, sem zelo presenečena. Neverjetna, ja, kaj še bo. Ja, odlično, jaz mislim, da me je kar odlično pisala, no. Nekaj me zanima, veliko kritik je bilo v medijih na vaše vedenje. Ne? In zdaj, če se osredotočim na en zadnjih primerov, povzdignjeno krilo poslancu Reberšku. Potem pa delajo oddaje na to temo, ne? Strokovnjaki za kulturo vedenja, protokola in tako naprej. Pa me nekaj zanima, res me zanima, ali to, karkoli storite res spontano iz sebe, to, kar ste, ne da bi pomislili na neke odzive in posledice, ali to storite tudi malo namerno kot provokacija? Pa je verjetno odvisno od situacije. Veliko je spontanosti v meni. Veliko je spontanosti. Glede tega dotičnega dogodka je pa bilo sporočilo tudi, torej, to je problem. Nihče se pa ne ukvarja z vsem blatom, ki je javno objavljeno tudi strani poslank in poslancev Državnega zbora na družbenih omrežjih. In je tako žaljivo, da, in so uporabljene take besede, da jih tudi ne morem ponoviti tukaj, ne, in merijo na mojo ženskost, merijo na osebne lastnosti, na katere pravzaprav nimam velikega vpliva. In recimo, take stvari so postale tako vsakdanje, da pač je nekaj popolnoma normalnega, da ženski rečeš, da je nora, shizofrena, da mora v psihiatrično bolnico, da mora na zaprti oddelek in podobno, ne. Medtem ko pač ženska, ne, ko naredi nekaj takega, ne, je pa cel hudič potem. Ampak je težko biti tiho? Mislim, je toliko že tega, da ne morete biti več tiho. Je težko biti tiho, ampak je treba biti preudaren, no. Mislim, saj sem zelo spontana, ne, ampak vseeno pa vem, da se bodo spremembe v razmišljanju ljudi, v dojemanju ljudi, tudi glede ženskosti, a ne, ženskosti v politiki ali pa ženskosti na nekih drugih sferah življenja, kamor do sedaj ni imela vstopa ali pa se ni mogla izraziti, se bo dosegla z drugačnim načinom, ne. To se pravi s tem, da boš pametnejši od tistih, ki počnejo
ki to ženskost obstoja. Ja, se tudi ravno zato, ne, da se v bistvu tudi malo obračunava, ko niso kamere prižgane, ne, da nimamo potem te malo politike, škandalov, šovov. Ne, da se to, jaz verjamem, da je to težko, ne, če si vsakodnevno nekako deležen skozi nekih opazk in pripomb. Pa to tudi tam, ko ni kamer, ne, tega je veliko tudi tam. Ne. Recimo taki, ki pač to naredijo pred kamero, ne, ali pa javno na družbenih omrežjih, tam, ko ni kamer, si upajo še dosti več. In tako da mislite, da javnost ne ve dovolj, kaj se dogaja v zadju, da je veliko tega na hodnikih? Jaz mislim, da javnost predvsem se dosti bolj naslaja nad tem, da je nekdo prizadet, nad prizadetostjo nekoga, kot pa nad tem, da ta prizadetost pravzaprav ni v redu. Ne ukvarjajo se, raje nalagajo na ogenj, in v bistvu uživajo v tem, ko je nekdo prizadet, ne pa nad tem, da bi pravzaprav to prizadetost poskušali omiliti ali pa v bistvu poskušali razumeti. To sem prav povedala, da bi jo poskušali prizadetost razumeti in narediti svet tak, da ljudje ne bodo toliko prizadeti. Zakaj je nam tako všeč, da se drugi slabo počutijo? Mislim, kaj je zdaj v nas, da moramo mi neprestano druge poniževati, zato da se mi dobro počutimo? Meni je veliko lepše, če se drugi dobro počutijo, ker se potem tudi jaz dobro počutim, se še boljše počutim. Ampak če se vrnem na vedenje, ta strokovnjakinja, ena od strokovnjakinj za kulturo vedenja je rekla, da bi v bistvu vsem poslancem, vsi, ki prestopijo prag, da bi vse poslala na intenzivni tečaj vedenja. Ja, pa veste, sam to ne bo pomagalo, Mislim, ti lahko pošleš njih na intenzivni tečaj vedenja, ampak če ni že vgrajenih temeljev noter v človeku, kaj je to, recimo, kaj je to neko primerno vedenje, še bolj kot pa ne vem, da se ti naučiš nekega primernega vedenja, je to, da imaš ti vse pograjeno tisto, kar je prav, kaj pa ni. To ne bo pomagalo, če ti nimaš v sebi tega nekega občutka za sočloveka, pa ti noben tečaj ne bo pomagal. Pa bo to izumetničeno, ne bo pa to resnično iz tebe prihajalo. Mislim, jaz vam povem, da ogromno je ljudi, je veliko takih poslancev, tudi v državnem zboru, ki se bodo mogoče tega naučili, ampak ne bodo pa tega resnično živeli. Če pa mi želimo boljši svet, mi moramo imeti ljudi, ki bodo resnično to živeli, ki bodo čutili sočloveka. Kaj nam pomaga, če Donald Trump, ne vem, se zna jesti z vilico pa z nožem, pa ve, kaj more prijeti, pa mogoče si zna kravato zavezati. Če pa ne živi občutka, da ni sam na tem planetu. Kaj nam to pomaga? Ta forma, v katero mi želimo zapakirati vsebino, bo zelo trhla, če je vsebina pokvarjena. A poznate ameriško avtorico Mel Robbins? Ona je napisala svetovno uspešnico z naslovom Let Them. Pustim. Prevedena je bila v 50 jezikov, svetovna uspešnica. Oprah Winfrey je celo rekla, da je to njena najboljša knjiga, kar jih je prebrala za osebno rast. In ona ravno to v tej knjigi govori, recimo o vedenju, da namesto, da se borimo proti vedenju drugih, se naj raje osredotočimo na lastne odzive, na lasten mir, ne predajemo moči in energije za druge, ker jih itak ne moremo spremeniti. In zato včasih, zato sem vas to vprašala prej, da dejansko, a ni boljše ne odreagirati, kot pa nekako trnk metati nazaj. Jaz se strinjam s tem, velikokrat tudi sama rečem, da pač dejanj drugih ali pa reakcij drugih ne morem nadzirati, lahko samo nadziram sebe in tudi drugim pravim, manj se obremenjevati z drugimi, bolj se obremenjevati s sabo. To je vse res. Ampak resnično življenje je pa takšno, da smo mi vpeti v odnose in smo neprestano v neki interakciji z drugimi ljudmi. In bom rekla, da kar čestitam tistemu, ki je sposoben toliko samokontrole, toliko samokontrole, da potem, ko recimo ti naraste malo adrenalin, ko se ti nekaj zgodi, da se ti potem rečeš, ne bom reagiral, zaradi tega, ker bom raje, je to težko.
A ne. Verjamem, da se to doseže, ne, ampak verjetno je potrebno kar nekaj treninga. In tudi jaz sem samo človek, ne, in tudi jaz sem neprestano v interakciji z ljudmi in neprestano sem v interakciji z ljudmi, ki niso prijetni in reagiram človeško. A imate še kakšne večje ambicije v politiki, recimo za predsednico države? Ne, jaz sploh ne razmišljam o teh stvareh, ne razmišljam o funkcijah, ker enostavno to ni nek koncept mojega razmišljanja. Tudi ko sem šla v politiko, nisem razmišljala o funkciji, tudi nisem nikoli izrazila želje, ne, komorkoli po neki določeni funkciji. Jaz predvsem razmišljam o tem, da bi si želela še narediti kaj dobrega, da bi si želela, če imam kaj političnega kapitala, ta kapital ne zavreči, ampak uporabiti za to, da udejanjim vse tisto, o čemer govorim. Seveda se zelo dobro zavedam, da sama tega ne morem udejanjiti, ne? Ampak moram pa vsaj poskusiti. In to je tisto, kar si želim za naprej. Če bodo ljudje presodili, da mi zaupajo, oziroma da jaz lahko to naredim, bom seveda z največjim veseljem. Če ne, potem bom pa našla kakšen drug izziv. Za vas to res ne bo težava. Če vam dam zdaj čarobno palčko v roke in vam izpolni samo eno željo, kaj bi si ta trenutek najbolj želeli, da bi se spremenila v naši državi? Pa ste premislite, čarobna palčka, ena želja. Kaj bi si najbolj želeli, da se spremeni v naši državi? Ena stvar. V naši državi? Ja. Ker seveda, če bi mi rekli na svetu, ne bi takoj vedela, kaj bi želela, da se spremeni v naši državi. Da se preneha širiti sovraštvo. To bi si želela. Da bi zamahnila in da ne bi bilo več tega neizmernega sovraštva, ki ga nekateri bruhajo. Ker to sovraštvo zastruplja celo družbo. Sem vas kaj pozabila vprašati, pa bi radi povedali poslušalcem, gledalcem, ali pa če je kaj takega, kar še nihče ne ve o vas, pa bi si želeli, da vejo? Pa jaz mislim, da sva kar obdelali veliko. Predvsem bi pa želela, da bi poslušalci morda odnesli kaj dobrega iz tega najinega pogovora. Morda to, da se poskušajo manj, kolikor se da, ukvarjati z drugimi in bolj ukvarjati s sabo, ampak ne na način, da ne vidijo tistih stvari, ki niso prav. Torej, naj hodijo po svetu z odprtimi očmi, tako, da pomagajo tam, kjer morajo pomagati, in pustijo svobodo tam, kjer jo morajo pustiti. In naj poskušajo svoje življenje čim bolj osmisliti, ker je zelo, zelo kratko, zelo kratek čas nam je odmerjen. In najbolj ga bodo osmislili s tem, da bodo vse sovražne misli nekako odvrnili od sebe in se usmerili na pozitivno. Jaz vem, da to lahko zveni zelo klišejsko, zelo idealistično, ampak jaz moram to govoriti kar naprej. Zaradi tega, ker je pomembno. In ker samo človeška misel, čustvovanje je tista, ki pravzaprav potem spreminja sveta, ne? In če bomo mi spremenili svojo misel in skozi misel potem tudi svoje čustvovanje, bomo lahko spreminjali svet. Urška, najlepša hvala, ker ste bili moja gostja. Hvala za povabilo. Želim vam vse dobro. Tudi jaz vam, hvala. To je bil Green Room z Urško Klakočar Zupančič. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.